Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Smo ljudje res najbolj inteligentna bitja na tem planetu? To vprašanje se mnogim zdi odveč, saj naj bi človek kot bitje prav po zaslugi svoje inteligence prekašal vsa ostala bitja. Čeprav nekatera naša dejanja to spodbijajo, od vojn do medsebojnega nasilja pa vse do uničevanja okolja. Toda naj bo naše početje od časa do časa še tako do skrajnosti nerazumno, smo še vedno bitja z največjimi možgani glede na našo velikost in težo. A veliki možgani nam ne zagotavljajo prevlade v inteligentnosti nad ostalimi bitji. V tedni izdani knjigi Dinamični človek trdita dr. Artur Saniotis in dr. Macy Henneberg, raziskovalca z Adelaidske univerze v Avstraliji. V njej utemeljujeta, da ljudje v resnici nismo dosti pametnejši od ostalih bitij. Nasprotno, nekatere živali utegnejo biti pametnejše od nas. Tisočletja že na vseh ravneh, od cerkve do znanosti, ponavljamo in vztrajamo pri ideji, da smo ljudje superiorni nad ostalimi bitji, prav zato, ker smo inteligentnejši, je v izjavi ob izidu knjige zapisal Artur Saniotis. Vendar pa nam znanost kaže, da imajo lahko živali boljše kognitivne sposobnosti, kot jih imajo ljudje. Res že približen pogled na potekajoče raziskave inteligence in evolucije možganov primatov pritrjuje mnenju, da ljudje sploh nismo najbolj bistra bitja na Zemlji. Toda to spoznanje ne more predreti lupine trdega prepričanja v nasprotno, ki se je gradilo stoletja, če ne celo tisočletja, vsaj v zahodni človeški civilizaciji. Prepričanje v superiornost človekove inteligence nad živalsko najde svojo potrditev že v obdobju pred 10 000 leti, ko je človek začel kmetovati in si v ta namen udomačil več vrst živali. Ideja o nadvladi človeka nad živalmi se je še zlasti okrepila s pojavom organizirane religije, ki je poudarjala superiornost človeških bitij nad ostalimi bitji na Zemlji. Prepričanje o človekovi kognitivni superiornosti se je še zlasti utrdilo v filozofiji in znanosti, je v svoji izjavi zapisal Saniotis. Izognil se ji ni niti Aristotel, verjetno najbolj vpliven med vsemi misleci. Trdil je, da so ljudje superiorni nad živalmi izključno po zaslugi sposobnosti, da razmišljamo. Toda razmišljanje je po Saniotisovem in Hennebergovem prepričanju le ena od oblik inteligence. Dejstvo, da nas živali morda ne razumejo, ker jih mi ne razumemo, ne pomeni, da so naša in njihova inteligenca na različnih ravneh, pač pa, da so različne vrste, je v izjavi zapisal Henneberg. Nekatere živalske vrste v okolju puščajo zapletene označbe z zvonjem, s pomočjo katerih komunicirajo. Ljudje teh znamenj ne znamo interpretirati, vendar pa to ne pomeni, da so manj vredna. V resnici utegnejo biti prav tako bogate z informacijami, kot je vizualni svet, je prepričan Henneberg. Kiti ubijalci, na primer, se med seboj sporazumevajo z zapletenim lastnim jezikom in prav tako delfini, ki imajo celo individualna imena, prav tako kot mi, ki so osnovana na signalu žvižga. To pomeni, da imajo delfini razvit koncept sebe in drugih, pojasnjuje Henneberg. Navaja še druge primere. Sloni, na primer, žalujejo za mrtvimi sovrstniki in se odlikujejo po odličnem spominu. Bobri, na primer, so izvrstni graditelji rečnih jezov in podzemnih domov. Ptice tkalke gradijo zamotana gnezda v več nadstropjih in še bi lahko naštevali. Kaj o njunem prepričanju menijo drugi raziskovalci? Za mnenje smo povprašali profesor dr. Gregorja Majdiča z Ljubljanske veterinarske fakultete, našega vodilnega genetika, ki je zelo cenjen tudi v tujini. Pri tem vprašanju oziroma raziskavi gre bolj za filozofsko vprašanje, kot dejansko za nevroznanstveno vprašanje, saj dejansko še ne vemo, kaj je inteligenca. Če gremo še širše, dejansko tudi ne vemo, kaj je zavest, zaradi tega je težko primerjati živalsko in človeško inteligenco. Verjetno pa vseeno mislim kot nevroznanstvenik, da neka merila inteligence, ki smo jih postavili ljudje, da kažejo na to, da vseeno smo ljudje najbolj inteligentna vrsta na planetu, saj znamo ustvarjati in razmišljati na drugačen način kot živali, recimo sloni. Delfini, ki pa imajo seveda visoko organizirane socialne skupine in živijo v skupinah, se komunicirajo med seboj. Samo vprašanje zavesti in zavedanja samega sebe je pa še zelo neodprto. Nekatere raziskave sicer kažejo, da naj bi se nekatere živali zavedale obstoja samega sebe, vendar to ni čisto zanesljivo. Tudi rezultati teh raziskav so zelo dvomljivi včasih, oziroma nekatere raziskave kažejo pozitivne rezultate, druge pa negativne, tako da dejansko nimamo še nekih odgovorov.